No in dva prva pohodnika ste že tu, in sicer Franc Bukovec pa Latko Skrt. Zanima nas in tudi gledalce Kanalske televizije bo gotovo zanimalo, kako sta se imela na poti, kako da sta se odločila za pot kljub temu, da je prejšnje dni kazalo bolj slabo vreme, pa tudi zjutraj ni bilo obetavno. Kako sta vseeno bila korajžna pa šla na pot? Torej, jaz sem se odločil zaradi tega, ker rad hodim. Po drugi strani je tudi to samo potrjevanje, koliko še lahko človek zmore. Lahko rečem, da vreme ste naročili tako, kot je treba. Je bilo čudovito vreme, sicer zjutraj smo se malo bali, ker je rahlo pršilo, vendar se je potem ustalilo. Samo proga, je primerno težka za take, kot smo mi. Tudi je lepo označena, tako da nismo imeli probleme z iskanjem stez in poti. In tako da vse je nasplošno zadovoljstvo, da je bilo res enkratno, in da verjetno bi se splačalo eno tak pohod kar spremeniti v tradicionalnem. In kaj o tem pravi Latko Skrt? Jaz sem tudi zadovoljen s to potjo, tako da nimam kaj. Kar se tiče organizacije, to je bila odlična. Žal je lahko tesno, ker niso prišli na te pohod. Jaz mislim, če nas je bilo letos 400, bomo lahko drugo leto kar po 4-krat to tle udeležbo. Kar se tiče poti, to je res primerna za vsakega pohodnika in dobrega planinca, ki je pripravljen hoditi po taki poti. No, slišali smo Latkota, ki je omenil številko 400, no štev jih najbrž ni, pa glede na to, da je prvi na poti bil, je to, verjetno ima kakšne podatke. Tu imamo sicer drugačne podatke, da je ljudi nekaj manj, jaz sem slišal največjo številko 260. Glede na to, da je prejšnje dni bilo slabo vreme, je to vseeno lepo število in smo lahko zadovoljni. Čeprav smo tisti bolj optimisti, smo računali na večje število, ampak je tudi tako v redu za prvič. No, mogoče še, kako srečevala, odnosno prehitevala najbrž pohodnikov nista, ker sta šla zgodaj na pot. Kakšnega mnenja sta, če bojo drugi pohodniki tudi zadovoljni na cilju, kot sta ona dva? Torej, jaz mislim, da so lahko vsi zadovoljni. Tisti ki teže hodijo, bojo šli bolj počasi in bojo si prilagodili svojim zmožnostim. Recimo, ko smo se ustavili v koči tu na vrhu na Koradi, si videl, da so prihajali vsi zadovoljni in veseli, tako da mislim, da je bilo splošno vzdušje res enkratno, tako da ni problemov v glavnem. No, čestitam obema. Verjamem, da bo res tako, namreč tak pohod je tudi zato primeren, ker tu ni tekmovalnega značaja ta zadeva, tako da lahko vsak prilagodi hitrost svojim sposobnostim. Hvala za vaše pojasnila, za prve vesti z pohoda, pa mislim, da nasvidenje ob letu. Hvala. Hitle je zdaj. Ma ne misliš, že na Kambrijaš, ko še poda dođe? Kje pa še dođe? Zdaj je tam... Telefon smo dali. Kje je, bravo je. Ja, na ovdje. Koliko je? Koliko? Smo rekli, da moramo prav samo po.
zanamce. Misliš na liko pogledati? Misliš kaj pogledati malo? Pretiravate. Ne, res? Pretiravate. To na vije smo Tiste moderne, ne? Tako, same nove hiše. Ja. Ste pa pridni. Smo? Pravi planinci. Ja. Imata kartončke zdaj. Ano, kje so kartončki? Dam. Znati. A je to polno? Ano, kartončke pa dobiti. Predsednika Planinske zveze Slovenije Andreja Brvarja,
Pozdravljam gospoda Rajka Slokarja, predsednika Posoškega meddruštvenega odbora, člana Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije Franca Peternela, predstavnike oziroma člane planinske družine iz Benečije iz Špetra Slovenov, člane Slovenskega planinskega društva iz Gorice na čelu s podpredsednikom Vladom Klemšetom, opravičil se je novogoriški župan, je zadržan, ne more priti. Lepo pozdravljam družino Edija Staniča, to so sorodniki Valentina Staniča, in družino Zidarič Namar, tudi sorodniki. Mogoče je med nami še kdo izmed Staničevih sorodnikov, pa da se ni mogel udeležiti, odnosno da ga ne poznamo. Zato bi bil pa kriv na vse zadnje Stanič. To je bil druge sorte, posebne sorte pešec, a ne? Ko je šel naprimer na Triglav, si je za tisti čas, da je v Bohinju počakal na boljše vreme, stopil še čez karavanke v Celovec. In seveda Staniča ne moremo slaviti s kakšnim navadnim sprehodom. Zato smo vam pripravili malček daljši pohod. Upamo, da ste se dobro počutili na pohodu in da niste preveč utrujeni. Za krepke fante in za krepke planinke in planince to ni nobena težava. V bližini kanala na Banjšicah in v Ročinju bil v službi prva leta. Še enkrat dobrodošli med nami, lepo se imejte in prosim, naj predajam besedo gospodu predsedniku Planinske zveze Slovenije, gospodu Andreju Brvarju. Spoštovane planinke in planinci, dragi gostje. V planinski zgodovini se redkeje spominjamo ljudi in dogodkov pred ustanovitvijo Slovenskega planinskega društva. Res je, da je bilo takih dogodkov manj kot v tem stoletju, so pa toliko bolj pomembni in usodni, saj pričajo o zgodovinskih koreninah planinske misli in ideje na Slovenskem. Ljudje, ki so delovali v gorah pred ustanovitvijo Slovenskega planinskega društva, so ustvarjali duha in vrednote, ki so omogočile nastanek in obstoj planinstva in planinske organizacije. Med pionirje planinstva in predvsem alpinizma vsekakor sodi Valentin Stanič, rojen pred 220 leti v Bodrežu pri Kanalu. Pravijo, da je največ vplivala šolanje v Salzburgu, kjer je študiral bogoslovje, poleg pa obiskoval predavanja iz matematike, naravoslovja, astronomije in filozofije. Vse vede in umetnosti je tedaj prevevala razsvetljenska, novodobna viharniška miselnost. V Staniču je vzplantelo silno hrepenenje za osvajanje gora, ki ni ugasnilo do smrti. Z rastočo nevarnostjo, s katero se je soočal med njegovimi vzponi, je rastel tudi njegov pogum in se krepilo navdušenje za veleturistiko. Gore so ga popolnoma prevzele tudi za voljo misli, ki je alpinistom znana. Razpoloženje tega trenutka se more samo občutiti. Ko se komaj rešiš iz brezna pogube, te prevzame nepopisna slast. Najbolj znan je njegov vzpon kot prvega turista 1800 za 4 domačini na Großglockner. Prvi je stopil na Schasberg, Gel, Hochstaufen, Watzmann, pa še na druge vrhove, ki pa jih v svoji skromnosti ni omenjal. Ko je zapustil Salzburg in kaplanoval na Banjšicah, so bile deležne njegovega obiska Beneške, Koroške in Kranjske gore. Že Frano Rožen ga je v Planinskem vestniku 1907. leta predstavil kot ustanovitelja veleturistike in kot najboljšega v oni dobi, ko se je turistika šele začenjala. Da bomo lažje razumeli Staničevo veličino v evropskem prostoru,
se je potrebno zavedati duha in okolja takratne dobe. Salzburško okolje je bilo v tistih časih med duhovno naprednejšimi. Med izobraženstvom je postajalo vse bolj moda potovati peš za pouk in za kratek čas. Visoke gore so ti vrle možje še kako občudovali. Niso pa premogli dovolj poguma, da bi se jih lotili, zato so raje razpisovali nagrade za prvi pristop, podpirali gradnjo zavetišč in šele ko je bila pot varna in preizkušena, so se upali odpraviti v doma. Slovenci nismo imeli v 19. stoletju dovolj razvite in razgledane plasti meščanstva, ki bi nastopila kot nosilec novih idej. Tudi zametki planinske misli so se v naši zaostali meščanski sredini borili z velikimi težavami. Se je bilo preprosto nerazumljivo, da hoče nekdo iz proste volje zahajati in se truditi brez plačila po divjih in negostoljubnih krajih, ki so bili poleg vsega še nevarni. Zato ni naključje, da je Bleiweiss, takratni oblikovalec kulturne politike, Staničev rokopis vzpona na Triglav preprosto ni objavil. Eugen Lušin je v knjigi Valentin Stanič, prvi alpinist v vzhodnih Alpah, označil Staniča kot rodoljublja, na katerega je znatno vplivala prosvetljenska miselnost in romantična ljubezen do naravnih lepot. Veselili pa so ga tudi rekordi, dejstvo, da je bil tod ali tam prvi, kar je pomenilo, da spada k tistim ljudem, ki so se na novo zavedali svojega telesa in ki začenjajo uživati v gibanju, hoji in plezanju. V časih Staničevega delovanja se je turistika še dejanja je nesporno predhodnih slovenskih alpinistov. Pred 200 leti je bil vodilni alpinist v vzhodnih Alpah, pred 90 leti so slovenski alpinisti začeli plezati največje domače stene, da bi jim pred Nemci in Italijani vtisnili slovenski pečat. Pred 30 leti smo svet ponovno pozorili nase z vzponi v Alpah, Kavkazi in Andih, od 1975. leta naprej pa z velikimi stenami Himalaje, Karakorema in Patagonije ustvarjamo vrednote svetovnega alpinističnega vrha. Alpinizem je večplastna dejavnost, na kar je opozoril že Stanič, ko je s peresom opisoval svoja doživetja in z barometrom meril višine osvojenih vrhov. Alpinizem ima v slovenski zgodovini tradicije, osnovne naravne pogoje, zaledje in uspešen vrh tudi po Staničevi zaslugi. Alpinizem planinstvu prinaša napredek, alpinisti pomihajo meje možnega nenehno navzgor, večkrat izven meja dojemljivega. S tem postajajo vzorniki generacija mladih, starejši sledijo vzorom